Živjo, na iPadu sem odkril en zanimiv emulator ZX Spectruma, ki mi je dal misliti in me vrnil nazaj v čase slovenske digitalizacije in prvih računalnikov. Kakšen je bil v resnici, smo šli pogledat Kaljažu Pengovu Bitencu. Pengovski, živjo! Živjo! Obiskali smo te, da nam pokažeš en kos slovenske digitalne zgodovine. Prišli smo pogledati tvojega Spektruma, na Twitterju si povedal, da ga imaš. Dej nam ga lepo, te prosim pokaž in povej zgodbo o njem. To je ZX Spectrum 48K, kar je bilo za tiste čase neskončno veliko. To so bili prvi računalniki, ki so postali pri nas razširjeni, a ne da? Prej? To je prvi model, ki se je razširil. Ja, to pa Commodore. Zdaj ne vem, kaj bi to želelo. Prvi vem, da smo se gledali, kaj pa smo Mačka, k Jesenice Ljubljana. Medtem, ko so v Ameriki imeli Apple, smo imeli mi Commodore in Spektrume. Tako. Pa so bili še Atari, kad bi bilo danes nogometni klub Ihan. Deva ga pogledati od blizu, zelo je obtovčen. Tole so gumijaste tipke in spodaj je ena folija, ki da kontakt v vsakem pritisku. To sploh niso tipke, gumice. Mislim, da je vse lobby zelo odprlo mogoče, ampak je zdaj preklopljen, dela po tem kablu? Ja. O, res! To je njegov pozdravni ekran, ampak rekel si, tipkovnica ti ne deluje. Cena ob nakupu je bila, tega le konkretno? Po zadnjih informacijah 4000 mark. Kar se mi zdi ful velik, najbrž ga je kupil že 83. Odštejmo enega Jurija ali pa dva, tudi pa je bilo še vedno veliko. Recimo, če se orientirava samo po ramu in primerjava njegov pomnilnik z tem, ki ga imam v iPhonu, s katerim velikar snemam. Recimo, jaz imam 16, tam malo. 16 giga. 1024 mega, krat 1024 kilo, kilo krat 1024 in dobiš bajte, ne? Ja. No in to delimo z 48, ne? Tudi kilo morava. Ja, in še delimo z 1024, 341 krat. To je kar velika cifra. Ta je brez reset gumba. Točno, ja. Eni so imeli reset gumb. Brez power gumba. Tole se zdaj odpre. In tukaj imamo gumico. Radirke se je rekla. Ja, radirke se je rekla. Zalepljeno, vidiš. Evo, to je pa cel tale. In zdaj cel... Tole najbrž znameniti Z80 procesor, ne? Tole so pa pomnilniške celice. Tako. Zdaj vemo, zakaj ne delali. Tako, ja. Vidiš, na tej koncu je pa že zalepljeno, ne? Digitalen zvočniček, ne? Če je tak, edin, ko kar hitro zdaj ga vklapljaš, to hitro on vibrira. Tipičen primer, ne vsi poznamo vele znanega Manic Minerja. Ampak ja, obstajajo pa zdaj seveda emulatorji. Ja. Točno. Manic Miner. Skratka, užitka polna skleda. Super. Kaljaž Pengov Bitenc, hvala lepa. Hvala tebi. Živjo. Spektrum. Ja, a sva ga uničila, nisva. Nisem.